Na današnji tiskovni konferenci so povedali, da se je včeraj na kraju streljanja na Titovi cesti v neposredni bližini križišča z ulico Pariške komune predal 54-letni moški, ki je sicer stari znanec policije. Osumljenec je bil v maju 2016 obravnavan s strani policijske postaje Maribor 2 za kaznivo dejanje nasilja v družini. Ob sprejetju zapisnika o sprejemu ustne kazenske ovadbe je žrtev podala tudi, da osumljeni poseduje več kosov strelnega orožja. Zaradi tega smo na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika takrat tudi opravili preiskavo stanovanja in smo osumljenemu takrat zasegli več kosov strelnega orožja, tako dolgocevnega, kakor kratkocevnega, več pištol in revolver in avtomat. Zraven smo zasegli tudi večje število, cirka 2500 nabojev. Policija zaradi poteka preiskave še ne daje podrobnosti v včerajšnjem dogodku, potrdila pa je, da je ta moški, da se je pripeljal z osebnim avtomobilom po Titovi cesti iz smeri Tržaške ceste, svoje vozilo ustavil in peš pristopil do vozila, katero je bilo postavljeno za smer levo oziroma na ulico Pariške komune. Pristopil je pri sopotnikovih vratih in pričel streljati s pištolo. 54-letni domnevni storilec naj bi se poznal z 52-letnim moškim, ki je na kraju dogodka podlegel strelnim ranam. 57-letni moški, ki je pobegnil v bližnjo stavbo, je v bolnišnični oskrbi zaradi lažjih poškodb. 38-letni sopotnik, ki je bil med streljanjem na zadnjem sedežu vozila, pa je tam pričakal policijo. Gre za maščevanje iz ljubosumja. Intenzivna preiskava še poteka, zato podrobnosti same preiskave še ne moremo razkriti. Preiskava poteka v smeri kaznivega dejanja umora in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Danes na kraju streljanja izvajajo še balistično preiskavo, prav tako v vozilu žrtve. Osumljenca pa bodo jutri privedli k preiskovalnemu sodniku.